Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku in so se zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, pa ga je preizkušal s vprašanjem: Učitelj, katera je največja zapoved postavi? Rekel mu je: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je nje enaka: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Spoštovani gledalci, Jezusova beseda, ki v tem tednu odmeva v našem duhovnem življenju, je, kot smo slišali, beseda ljubezni. Med številnimi predpisi judovske postave je bilo najpomembnejše izpolnjevati desetere zapovedi. Jezus pa hoče poudariti, da brez ljubezni do Boga in do bližnjega lahko izpolnjuješ še toliko predpisov, a če v tem in med tem ni ljubezni, ti to nič ne koristi. To, o čemer Jezus posebej spregovori tistim, ki so ga preizkušali v besedi, je odgovor, da smo bili ustvarjeni za to, da bi ljubili ter bili ljubljeni. Vse to se zdi včasih zelo preprosto, a hkrati zelo zapleteno. Kot kristjani se moramo v prvi vrsti zavedati, da za vsako stvar, za vsako dobro delo, za vsako preprosto in lepo življenje potrebujemo pomoč od zgoraj. Potrebujemo njegovo milost. Bog nas je prvi ljubil, zato smo bili ustvarjeni. Sposobnost ljubiti izhaja torej iz Boga samega. V tem, kako dejansko izpolnjujemo to največjo zapoved, nas še kako močno lahko izprašuje ta čas, ki ga živimo. Čas, ki ga bomo zopet primorani preživeti bolj v medsebojnih odnosih, družinah, s partnerji ali sami s sabo. To je čas, ko lahko ponovno razmislimo o tem, kaj pa je zame osebno največja zapoved in kaj je zame največje in najpomembnejše vodilo mojega življenja. Zadnja oktobrska nedelja je tudi žegnanska nedelja, ko se po mnogih cerkvah, kjer točen datum posvetitve ni znan, spominjamo dneva, ko cerkev kot zgradba po posvečenju postane Božja hiša. Priložnost tudi za nas vse, da se spomnimo, kdaj pa smo mi po svetem krstu postali Božji člani svete cerkve. Naj nam Božja mati, kraljica presvetega rožnega venca, pomaga vedno znova sprejemati v naše življenje Boga, njegovo ljubezen in tako ohraniti povezanost z Bogom in med seboj.